pozdravljeni in dobrodošli znova v naši družbi oddaje Halo zobozdravnik. Imeli smo nekaj počitnic in praznikov, upam, da ste si odpočili in znova pripravljeni na nove teme. Moj nocojšnji gost pa je dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant in če imate zanj kakršnokoli vprašanje, so vam seveda telefonske številke na ekranu na voljo, da naju pokličete. Dober večer, dr. Robič, ste si odpočili? Dober večer. Ja, je bilo prav lepo. Je bilo nekaj prostih, nekaj, ne? Nocoj bova govorila, vi pravite, o malo neprijetni temi, vzrokih za izgubo zob, vendarle so pa to stvari, s katerimi se pacienti v vsakdanjem življenju srečujemo in nujno je, da tudi o teh stvarih govoriva. Kateri so recimo tisti glavni, ki bi jih izpostavili? Ja, bom rekel, dva glavna vzroka za izgubo zob sta parodontalna bolezen in potem nek napredoval globoki karies, ki pač napreduje tako daleč, da zob izgubimo. Seveda imamo potem razne dodatne probleme, poke zob, obrabe, ortodontske indikacije ali indikacije zaradi nezmožnosti čiščenja, ko je nek zob treba, bom rekel, včasih preventivno odstraniti ali zaradi tega, ker ne moremo čistiti, da ne poškoduje in povzroči, bom rekel, zobne gnilove na sosednjem zobu. Ali pa pač zaradi nekih drugih predvidenih kirurških posegov na drugih organskih sistemih, ko moramo pač preventivno v izogib bakteriemijam odstraniti kakšne zobe, ki sicer ljudem služijo, ampak jih zaradi varnosti kirurgi želijo odstraniti pred tem večjim posegem, recimo na srcu ali tudi včasih pri menjavi kolkov, kjerkoli pač lahko pride do neke bakteriemije, te prehodne okužbe z bakterijami, ker bakterije iz ustne votline, iz čeljustne kosti se selijo preko krvi po celem telesu in lahko na nekih občutljivih mestih, kjer se kri ali vrtinči ali zastaja, povzročajo nezaželjene zaplete sicer drugih kirurških posegov. V skoraj vseh teh vzrokih, sva midva že kakšno besedo rekla v preteklih oddajah, bi bilo pa smiselno, da nocoj tudi ponoviva, malo osveživa spomin. Za začetek o parodontozi, omenili ste jo bolj pri vrhu. Kaj to sploh je? Ja, parodontoza je obolenje obzobnih tkiv, obolenje obzobnega aparata. Vsak zob je vpet v kost s posebnimi šarpejevimi vlakni, obdaja pa potem zob vedno dlesen. In dokler imamo mi ob zobu zdravo dlesen, bo tak zob normalno funkcioniral, ne bo bolel na ugriz, ob njem ne bo zastajala hrana. Ko se začnejo pa pojavljati težave z dlesnjo, je pa potem to ponavadi tisto vzrok za nadaljne zaplete. Pač čisto v osnovi je tako, da najprej se začne morda z neko krvavitvijo dlesni, ki nastane zaradi zastajanja zobnih oblog na zobnem vratu ali v medzobnih prostorih. To krvavenje je znak vnetja, ki nastane zaradi dražečih produktov bakterij, ki so v tem zobnem kamnu ali zobnih oblogah, in dlesen se potem s časom umakne, odstopi od zoba, na ta način se pot bakterijam odpre v globino. Te obloge, ki jih tvorijo bakterije, potem poapnijo, nastane zobni kamen, ki ga več z nekim normalnim ščetkanjem ne odstranimo. Tudi če imamo trdo zobno ščetko, ga ne moremo odstraniti, lahko kvečemo še mehansko dlesen obrabimo in na drugi strani naredimo še več škode kot z mehko ščetko. In ta zobni kamen potem raste naprej. Vnetje se širi, zaradi vnetja se začne umikati in topiti tudi kost. Dokler ne pride to tako daleč, da zob zgubi kostno oporo, se začne majati in zaradi tega na koncu tudi izpade. Ni potrebno, da zaradi tega izpade sam. Lahko se zgodi, da že zaradi tega umika dlesni potem tak zob skeli, ker je razgaljena korenina. Ali se začne, bom rekel, karies na področju korenine, ker korenina ni zaščitena s sklenino, tako kot je zobna krona,
ampak je normalno zaščitena s cementom, na katerega se pripnejo ta vlakna, ki držijo zob v kosti. Ko pa ta cement potem zaradi teh vseh vnetnih procesov tudi propade ali ga s čiščenjem potem moramo odstraniti, je pač ta razgaljen zob ni zaščiten in je bolj podvržen kariesom, skelenju in na ta način pač se zadeva začne. Bova nadaljevala takoj, ko sprejmeva telefonski klic. Dober večer komu? Dober večer, Andreja pri telefonu. Povejte, kaj vas zanima. Jaz imam pa eno vprašanje, namreč po porodu imam kar nekaj težav z zobmi, sicer je to že dobro leto nazaj, kar sem rodila, ampak sem opazila, da sem več pri zobozdravniku kot pa prej. Ne? In parimi dnevi se mi je na desno dlesnjo nekako na čeljusti naredila tako, da bi se neko vnetje začelo. Zdaj sem dobila šele naslednji teden pri zobozdravniku, pa me zanima, je to kaj nevarnega. A gre tukaj za bulico nad? Ne boli, ampak kot da bi bilo malo oteklina, pa neprijetno, ampak mislim, da zdaj potrebni že gre malček nazaj. No? A to bulico, ko ste opisali, je to više gor, nad zobom ali je to v področju zobnega vratu? Nad zobom. Nad zobom, ja. Se je morda naredila kakšna, bom rekel, luknjica, kot neka pikica, skozi katero bi kaj izteklo ali tega še ni? Ni fistole. Da bi bilo na ličnico gor. Ja, tu verjetno ne gre za parazontalno težavo, ampak gre za endodonsko. To pomeni, da je vam zobni živec odmrl. Lahko, da je že bil ta zob celo kdaj zdravljen, ampak se pač zdravljenje ni uspelo in se pač zdaj vam zgoraj dela granulom, po domače povedano. Imate neko vnetje na vrhu zobne korenine in to oteklino, ki jo čutite, ponavadi gnoj. Zdaj, če se to umirja, upajmo, da ne bo nič hujšega, da boste lahko počakali do naslednjega tedna, takrat vam bo pač zobozdravnik slikal in bo ta potem se odločila, ali bo to pač koreninsko zdravljenje takoj naredil ali kasneje, ali bo sam najprej prvo pomoč nudil, ampak... Ni pa to danes na jutro, ne more nič kaj hujšega biti. Lahko tudi je, ampak zdaj, če pravite, da gre na boljše, upajmo, da ne bo. Boli me samo po sebi. Ja, odteklinca je. Če bi se pa s prstom dotaknila, pa boli. Ja, poglejte, stvar je taka, ko je vnetni proces, se tvori gnoj in ta gnoj ustvarja pritisk. Zdaj v primeru, da se ima pri vas prostor širiti v dlesen, to ni tako boleče. Hujša bolečina je, ko se ne more to vnetje širiti, ko se razteza in potem zaradi tistega pritiska boli. Tako da to bo verjetno malo zdaj izvenelo, da boste lahko počakali. Ampak vsem bo pa treba to sanirati. Ja, vsaj na vsak način. Hvala lepa. Prosim. Malo. Ja, ni problema. Sicer je pa čisto normalno, ko ste opisali tudi, da med nosečnostjo oziroma po nosečnosti, da imate več težav zaradi padca imunskega sistema med nosečnostjo, takrat je ženska bolj dovzetna, imunski sistem je v bistvu na nižjem nivoju, je bolj dovzetna za vse okužbe, zato tudi recimo te že malo število oblog ob zobeh naredi, bom rekel, večji odziv, kot bi ga pri normalnem zdravem človeku. In zato je pač... Veste, kaj me zanima, če pri vas narediti kakšen tak celosten pregled? Ja, lahko, seveda. Seveda, ni problema. Verjetno vam pokličem vam. Ja, tako lahko, tistim se dogovorite. Res, tako je pač vsem nosečnicam se pač svetuje, da v času nosečnosti še bolj skrbno pač negujajo zobe, da v tem času tudi, bom rekel, vsaj enkrat ali dvakrat obiščejo zobozdravnika ali ustno higieničarko, da očisti te zobne obloge. Zato, ker to naredno hodila. S tem ste že veliko naredili. Je pa res, da lahko pa zdaj tudi, veste, so neki intervali, vi ste mogoče imeli ene plombe narejene pred, ne vem, 10-15 leti in zdaj je prišel čas za menjavo in je zdaj pač prišel ta čas, ko pač ena za drugo in ko boste zdaj te zadeve odpravili, bo potem spet boljše. Moj zobozdravnik recimo naredil pač ortopan, ampak konstantne bolečine, in potem, ampak
čutljive zobe in to, ampak te stvari se kreno na drugo grejo. Ne? To zdaj, jaz ne verjamem čutljivo take stvari, ne? Verjetno še te tukaj zadnji, ne? Kaj bi še drugo mnenje, zato sprašujem, poklicala zato, treba je pač pogledati, pač rentgensko sliko, pogledati v ustih. Verjetno se je nabralo tekom, bom rekel, zadnjega desetletja ali dveh nekaj stvari, ki so počasi propadale, zdaj pač v tistem trenutku, ko gre stvar ena za drugo in se nakopiči in sploh, če v časovnem okviru ni možno narediti vsega naenkrat, je lahko potem, da problem gre v večji problem in tu se pač svetuje, da se naredi zdaj ena, bom rekel, sanacija, da se vse popravi, uredi in imate potem naprej spet neko obdobje. Tako. Ok, super, najlepša hvala. Lep večer, lahko noč. Lep večer, enako. Seveda pa gledalki svetujemo, da se oglasi v Zobozdravstvenem centru Diamant, zagotovo vam bodo znali svetovati in vam pomagati. Prav tako pa tudi vsi ostali naši gledalci, če imate težave, pokličite nas v oddajo, vprašajte doktorja Robiča, kar vas zanima, ali pa seveda lahko pokličete jutri zjutraj v ordinacijo. Imate odprto, kaj ne? Ja, tako je. Danes govoriva za začetek sicer o izgubi zob, vendarle sva nadaljevala s parodontozo. A mi sami znamo prepoznati, da jo imamo? Si to lahko diagnosticiramo? Je sploh pomembno, da znamo to sami prepoznati ali bolje, da obiščemo zobozdravnika? Dejansko simptome bi morali prepoznati sami. Kakor gre za neko, bom rekel, oteklo, pordelo ali celo vijolično dlesno ob zobu, ki krvavi spontano ob čiščenju s trdo zobno ščetko ali boli ob dotiku, to je znak vnetja obzobnih tkiv in tu se pač svetuje pacientom, da takoj poiščejo pomoč. Zato, ker te začetna vnetja, začetne izgube niso tako kritične, da bi bilo dolgoročno, bom rekel, neizbežna izguba zob. Vkolikor se pa to čaka, gre pa zadeva eksponentno hitro naprej. In potem pač pri zobozdravniku se pač naredi meritev teh obzobnih žepov, na ta način pač potem diagnosticiramo odstop dlesni na vsakem zobu na 6 točkah, lahko pokažemo video, recimo, kako to izgleda z elektronsko sondo, kako te meritve žepkov izgledajo. Pač v programu vnesemo, na kolikih mestih mi želimo izmeriti. In potem s tem posebnim nastavkom in z elektronsko sondo, ki nam pač še nas vodi točno na katerih mestih je potrebno meriti, izmerimo. Prednost te elektronske sonde je, da deluje vedno z enako silo. Če mi delamo z neko ročno sondo, je različno, ali delam jaz, ali dela nekdo drug, vsak ima, bom rekel, nek svoj občutek, koliko je pravi pritisk. Sonda ima pa standardiziran pritisk teh 20 gramov in imamo vedno enake meritve, ne glede na to, kdo z njo upravlja. In potem dobimo na koncu en, bom rekel, formular, na katerem so prikazani grafično te žepki in izguba prirastišča dlesni, če je zob, ki je že v bistvu, da je dlesni toliko umaknjena, da zob gleda ven. Iz tega na hitro si lahko predstavljamo sliko, lahko pokažemo zdaj tudi sliko, kako te meritve žepov na papirju izgledajo. Tam je potem tudi lepo prikazano, na katerih mestih krvavi ali na katerih mestih je prisoten gnoj in potem zobozdravnik na hitro s tem pregledom vidi stanje obzobnih tkiv. Tako da to je to. Potem lahko pa pokaževa tudi, kako to preverite sami, a ne? Ja, recimo, če pa nimamo te elektronske sonde, to lahko vsak zobozdravnik pri pregledu niti ne vzame toliko časa, če bo režija približala s tako čist navadno sondo, ki ima označeno markirane milimetre, zobozdravnik potisne v prostor med zobom in med dlesnjo in izmeri, kako globoko s to sondo gre. To je pri pregledu, to nam ne vzame veliko časa, gremo na v bistvu skrat takole se sprehodimo od zoba do zoba, gremo v medzobne prostore in če je prisoten žep, hitro pademo v globino in zaznamo, da pač nekaj ni v redu, ali pa če je generalno povečana ta globina sondiranja.
Načeloma bi se to ne delalo pri vsakem pregledu, zdaj ali se ali ne, je spet vprašanje, koliko časa pa imamo, pa koliko se pač nekomu posvetimo oziroma kakšne težave ima. Načeloma je pa to en tak parodontalni pregled potem potreben pri vseh, kjer zaznamo že na začetku, da z dlesnimi ni vse v redu, da gre za izgubo kosti, se potem naredijo prave tiste meritve z elektronsko sondo in lahko potem tudi čez leta primerjamo, kam gre stanje, koliko se slabša, smo kje dobili novo prirastišče, tudi kost se včasih v teh žepkih, ki imajo obliko črke V, se lepo zaraste po čiščenju in na ta način je tudi pacient potem bolj motiviran, ker dobi grafično izpisano stanje v svojih ustih in ima potem tudi neko motivacijo, če vidi, da gre stvar na boljše. Na bolje, tako. Ja. Kako pogosta je pravzaprav parodontoza? Zdi se mi, da takole v nekih vsakodnevnih pogovorih kar srečujem znance z njo. V več kot 90% pri ljudeh starejših od 40 let je že potrebno vsaj na enem zobu narediti kaj več kot le čiščenje zobnega kamna, oziroma da je potrebno, da se pač ustvarja nek žepek, nek problem, ali gre za odmik dlesni ali karkoli. Tako da, bom rekel, skoraj vsak po 40. letu ima kakšen problem. A to pomeni, da mi reagiramo prepozno? Ali si ne vzamemo dejansko časa za to? ne pomeni, da reagiramo prepozno. Včasih je dovolj, vse tudi, če imamo problema, ne pa če skrbimo za njega, ne bo šel naprej ali ne bo napredoval tako hitro, kot bi, če bi ga zanemarili. Pomembno je tudi, da se pač zadeva ne zanemari, da se ne opusti in da se potem redno ta čiščenja delajo. Naj bom rekel, huje je to, ko imamo kakšne mlade, ki imajo težave s parodontozo, začetno, sicer še nič hujšega, z vnetimi dlesnimi, in vse lepo počistimo, pridejo prvič na kontrolo, pridejo na čiščenje ponovno, recimo, če so rizični že po 4 mesecih, potem podaljšamo interval na vsakih 6 mesecev, potem se pa to nekako, zdaj pa ni več v redu, zdaj pa super, ne krvavi več, potem se na to pozabi, pa iz teh 6 mesecev nastane 1 leto ali pa leto pa pol ali pa 2, dokler ni spet novih problemov. In tu pravim, tu je največji greh, če se to ne dela redno. Pri nekih rednih teh čiščenjih potem tudi ni problemov. Je pa problem zato, ker to ne boli in ljudje ne reagirajo dovolj hitro. To je pa mogoče izvirni greh. A parodontoza vpliva tudi na kakšne druge naše sisteme? Ja, parodontoza, nezdravljena parodontoza pri recimo pacientih s sladkorno bolezen vpliva na poslabšanje sladkorne bolezni, da potrebujejo več inzulina. Pri nosečnicah lahko sproži prezgoden porod ali nižjo porodno težo dojenčka. In ja, to je stvar, ki je resna. Je pač ena taka parodontalna rana, mislim, da sem že povedal, ima površino dlani. Če bi mi sešteli vse to površino ob vsakem zobu, ki krvavi, ki je vneta, če bi to površino združili, da bi imeli mi takole vneto dlan ali na koleno, bi vsi skočili prej v zrak. Je pa to skrito ob vsakem zobu malo, pa niti nimamo nekih težav, se pa pogosto zgodi, da Ja, niti se ne zavedamo, se mi zdi. Tudi vseh posledic, ki temu sledijo, če smo prepozni. Kako se jo da pa zdraviti? Nekaj ste že omenili. Zdravi se s čiščenjem, se pravi z odstranitvijo vzroka, z odstranitvijo oblog, to se pravi z ultrazvokom, če so bolj, bom rekel, globoki žepki, je potrebno luščenje, gledanje korenin s posebnimi kiretami ali spet z ultrazvočnimi posebnimi nastavki, ki imajo lahko danes diamantne nanose, da potem zagladimo to površino zoba, da ni tako, bom rekel, da se na njo ne prilepi plak tako kot na hrapavo. V nadaljnih bolj težkih primerih se potem z reženjsko operacijo ti žepi kirurško odstranijo, se preoblikuje kost ob zobeh, zato da dlesni potem ima tudi pravo obliko. Pač pomembno je, da je dlesni najnižja na stranskem delu, v zobnem vratu na strani, v medzobnih prostorih pa da je kost višja, ne obratno, zato se potem tudi fiziološko normalno lepše čisti. To moramo pač potem s to reženjsko operacijo zagotoviti. Pomaga kakšen antibiotik?
Antibiotik pomaga, ampak vedno antibiotik se da v kombinaciji s tem globokim čiščenjem. Pri pacientih, ki so tako rizični, se uvede ta koktejl 2 antibiotikov ali pač čist ciljano mi naredimo, lahko tudi, bom rekel, vzamemo vzorce brisa iz žepka in dobimo izvid točno, katere bakterije imamo in potem na podlagi bakterij, ki so, lahko udarimo včasih samo z enim antibiotikom, da vplivamo na tiste, da jih v bistvu odstranimo in na ta način tudi vnetje pozdravimo. Lahko se tudi z laserjem pomaga, konec koncev. Tudi laser pobija te bakterije določene zelo dobro, ampak to je zgolj podporna terapija, ni laser pa antibiotik osnova za zdravljenje parodontalne bolezni. Razumem. Nadaljevala bova po kratkem predahu. Vi si lahko malo odpočijete, vi lahko razmislite o težavah oziroma vprašanjih, ki jih imate za našega doktorja. Vidimo se čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v našem studiu, v drugem delu oddaje, v katerem govorimo o problemih oziroma težavah ob izgubi zob. Nekaj vzrokov smo že našteli in nekaj jih bomo v nadaljevanju. Vi pa, če želite sodelovati v oddaji, pokličite na izpisano telefonsko številko in se nam tako pridružite. Doktor Robič, eden izmed pomembnih vzrokov za izgubo zob je zagotovo tudi karies, ne? Ja. Imate veliko pacientov s kariesom, je normalno, da jih ima pravzaprav vsak pacient, ali imate kaj tudi takšnih srečnežev ali pa skrbnikov zob, ki jih nimajo? Redko kdo je, da res nima kariesa, ampak mi jih načeloma delimo na pač karies rezistentne, to pomeni, to so ljudje, ki tudi, če nimajo brezhibne higiene, ki nimajo ničesar, imajo, bom rekel, bolje mineralizirano sklenino, ki ni tako občutljiva na vse te kisline. In mi rečemo, so karies rezistentni, pri njih gre vsak ta kariozni proces zelo, zelo počasi ali se celo ustavi, niti ni potrebno vsake temne črne pikice niti povrtati, ker se sama od sebe, če je črna, mineralizira nazaj, ostane samo pač... Koliko je takšnih srečnežev, koliko jih imate? Pa je, tega je kar nekaj, tega je, kar precej, sploh mogoče generacije, ki so imele dosti preventive s temi fluoridi, imajo načeloma karies rezistentno zoboje. Če je bilo to pač v mladosti, da niso prišli do tistih dostopne, ko bi imeli vsak zob plombiran, te nimajo, bom rekel, tudi zdaj nekih večjih težav, ali pa se pojavi tu pa tam kakšna luknjica, ampak tudi pri teh gre to bolj počasi vse skupaj naprej. In tudi, če pridejo na 2 ali pa 3 ali pa po 10 letih na kontrolo, dejansko včasih ni kaj, mogoče 1 plombica, 2, ampak malenkosti, ko rečemo nič, to pač boste enkrat prišli, bomo naredili, pa pač pridite zdaj bolj pogosto. Medtem, ko imamo pa na drugi strani, so pa tisti, ki niso tako srečni, so pa bolj dovzetni za karies. To so predvsem tisti, ki že iz mladosti ven vlečejo, bom rekel, probleme, ko so se začele prve plombe delati v mladosti, te plombe so čedalje večje in potem imamo sekundarne kariese na meji med plombo in med zobom in v globino proti dlesni. To so pač čiste, bom rekel, bolj težavni primeri. Če pa potegneva po črto, je za vse skupaj osnova higiena. Ja, higiena, tako bom rekel, vse skupaj, vzgoja, že iz rane mladosti, bom rekel, tista preventiva prava, prehrana, dosti od prehrane tu odvisno. Zdaj si videl, bom rekel, zdaj imamo spet trend, ko bo verjetno več kariesa. Bom rekel, da preventiva malce, bom rekel, ali šepa, ali je slabša, kot je bila. Po drugi strani pa imamo prehrano danes takšno, da je neko bolj kariogena hrana. Ne samo, da so to sladkarije, to imamo ves ta bel kruh, mlečen kruh, ki se lepi na zobe, ostane dlje na zobeh, kot nek, rekel, navaden črn kruh ali pa koruzen, ko se ne lepi tako. Največji problem so te, rekel, žemlje, kajzerce, ki pač se vidite sami, ostane v medzobnih prostorih veliko dlje in se lepi na zobe. To je, bom rekel, največji problem. Poleg tega, do danes tudi sladkarije, že ko smo bili mali, jih ni bilo tako v izobilju, kot jih je danes. Danes, če gledam svoje otroke, to pač vsak dan je do sladkarije, ni to praznik ali pa neka izjema. In zaradi tega bo definitivno pri tej generaciji več problemov tudi s kariesom.
Kako pa potem te paciente, ki imajo globok karies, zdravite? Ja, če je karies tako globok, da že gre do živca, potem je potrebno koreninsko zdravljenje. To lahko pokažemo zdaj video, koreninsko zdravljenje, kako to izgleda, ko pač odstranimo ves ta, rekel, gnil zob, gnilo kariozno tkivo, morda prej še kakšno steno restauriramo, zato da si lahko pri samem zdravljenju pomagamo s to gumijasto opno, ki jo napnemo preko zoba, da ta razkožila, ko mi kanale čistimo in spiramo z razkožili, da pobijamo bakterije, ne gredo po pacientovih ustih, hkrati pa da slina ne gre v te kanale, ki jih mi čistimo in nam je cilj pač razkužiti. Na sliki vidimo zdaj, kako se te kanali čistijo. Tak zob že ima razvit granuloma, vidimo na koncu zobnih korenin, tiste dve rjavi kroglici, to je to vnetno tkivo. Ko pač ta zob očistimo, razkužimo, morda včasih pustimo zdravilo oziroma razkužilo notri za kakšen teden in potem v naslednji fazi spet očistimo, razkužimo in na koncu te kanale napolnimo z gutaperko. To je takšna gumijasta masa in danes imamo biokeramične, bom rekel, ta tesnila, ki jih damo okoli kot neka masa, ki se pač veže kemično tudi na zob. In je danes bistveno večji uspeh zdravljenja, koreninskega zdravljenja, endodontskega zdravljenja. Kaj se potem recimo s takim zobom zgodi? Ta zob zdaj za nekaj časa miren, imamo lahko z njim mir do konca življenja? Načeloma je tako, da če koreninsko zdravljenje, če je narejeno tako, kot mora biti, da uspe, se ta granulom v roku pol leta resorbira, se kost nazaj zaceli in je tak zob, bom rekel, enakovreden oziroma v redu. Ima pa druge probleme, se bomo še pol tudi povedala, naslednji vzrok, pa če tudi kar začnemo, če smo že tu, naslednji vzrok, zakaj potem takšne zobe izgubimo, ali zdravljenje ne uspe, ali pa zobje na koncu počijo. In počijo pa zaradi tega, ker ta zob je oslabljen, ker so koreninski kanali razširjeni, zobna krona je prevrtana, bila je že prej zaradi kariesa oslabljena, zdaj pa še dodatna luknja, kjer se naredi dostop do teh kanalov in takšen zob praviloma mora biti potem zaplombiran, na to pa bi morala biti preko narejena še bodisi keramična prevleka, bodisi nek overlay, onlay, ki te grizne sile potem razporedi, prevleka recimo ga pa celo objame, da ga skupaj drži, da ko mi grizemo na njega, da zob ne deluje ta zalivka v njem kot neka zagozda, ki ga tiši narazen, ampak prevleka deluje sila na celotno korenino in celotno maso zoba. Dejansko bi mogli vsi ti zobje, ki so koreninsko zdravljeni, biti na koncu skrbljeni z neko protetično krono. Se pravi, ti plombirani zobje so približno enako kakovostni kot neplombirani, bolj podvrženi so vseeno težavam? Ja, zdaj, če govorimo plombiran zob ali pa neplombiran, ali je enakovredno ali ni, če gre plomba preko obrobnega grebena, obrobni greben je ta del, recimo med petico in šestico, petico in četverico, so te vmesne skupne ploskve. In če gre plomba, če prebije ta obrobni greben, kar ponavadi ga, kadar imamo v medzobnem prostoru karies, so ti grebeni potem predrti in je plomba zajema dve ploskvi. Tak zob je, bom rekel, bolj podvržen k temu, da poči. Medtem ko, če gre pa plomba čez cel zob, recimo, mi rečemo MOD, troploskovna plomba, ki gre od konca preko grizne ploskve in še na drugo stransko ploskov, tak zob ima pa dejansko zelo večjo možnost, da bo počil kot en zdrav zob. Ampak, se pravim, tu je vedno potem ta ekonomska računica, če bi mi vsako plombo nadgradili v ali nek keramični onlay ali prevleko, si pač tega ne zdrži, ne zavarovalni sistem, niti vsi ljudje si tega ne morejo privoščiti. Zato se pač vedno se tehta tam, kjer je, bom rekel, več kot polovica zoba, da manjka, da ga je potrebno nadomestiti s plombo. V tem primeru je absolutno indicirana keramična krona, ki bo zob potem lepše
lepše nadgradila, zob bo lepši, za dlje časa bo, hkrati bo pa manj podvržen k pokam. Ne pomeni to, da tak zob, tudi če ima prevleko, da ne more početi, ampak je bistveno manjša verjetnost, da bo počel. Marsikaj sem slišala tudi že, da manj grizemo, da jemo slabo hrano. Lahko potem rečemo, da se zobje obrabljajo ali pa jih izgubljamo zato, ker bi jih recimo preveč uporabljali, ker bi preveč grizli? Dejansko, da bi rekli, da bi zobje izgubili ali pa obrabljali zato, ker mi preveč jemo, težko. Bolj so to te parafunkcije, o katerih sva tudi že govorila, ko škripamo z zobmi med spanjem ali pa se pravim, tudi tekom pri nekem delu stiskamo zobe, takrat se zobje obrabijo. Ker ko mi žvečimo, so tekom celega hranjenja zobje v stiku manj kot minuto. Samo takrat, ko mi skupaj udarimo. Vkolikor gre pa to za neko parafunkcijo, da gre to za stiskanje ali škripanje zobmi, to so pa bistveno večji časi in takrat pa pride do teh obrab. Lahko pokažemo sliko, recimo, kako se da pa to potem pomagati. Če imamo te obrabljene zobe, se vedno priporoča izdelava ene take opornice broksistične ali nočne opornice, kako rečemo, ki zobe drži narazen, da ne moremo škripati, oziroma če še vseeno pacient škripa, če se ni to dovolj, da bi se možgani resetirali, da potem se rabi ta opornica, ne pa zobje. Hkrati se tudi sile na zobe manjše in na ta način potem preprečimo tisto nadaljno obrabo. Ker če vseeno, ali pa če pride do obrabe zob zaradi brušenja v keramične zobe, neko staro keramiko, recimo v zgornji čeljusti, ko si dajo včasih ljudje, bom rekel, naredite mi samo zgornjo čeljust, ker se vidi, spodnja se pa ne vidi. In potem, da je to neka klasična stara keramika, ki je dosti bolj abrasivna kot sodobna cirkonska, se je dejansko včasih zgodilo, da je tiste spodnje zobe skoraj do dlesni obrabilo. In takšni zobje so potem tudi lahko izgubljeni zaradi obrabe, ampak to ni zdaj samo zaradi žvečenja, zaradi prehranjevanja, ampak so tu neki drugi vzroki, gre za neko abrazijo ali atricijo. In to je drugo, je pa tudi to lahko razlog za izgubo. Pa še en razlog bova navedla, to, da določenih zob z običajno zobno ščetko ne dosežemo, ne? Ja, res je. Tako, včasih določenih zob ne moremo doseči, to je ponavadi pri zadnjih zobeh, pri modrostnih zobeh. Ali so bodisi nagnjeni proti licu, ali rastejo po strani nazaj, ali pacienta sili že pri čiščenju na bruhanje in v tem primeru je to indikacija za odstranitev zob. Res te zobe izgubimo, ampak te zobe načeloma niso niti dobri protetični nosilci, da bi zdaj prepričanje da bi modrostne zobe ohranili zato, da bi jih lahko kdaj v starosti porabili kot nosilce za mostiček. To je zelo redko, da bi lahko mi to naredili. Ponavadi je bolj ta scenarij, da če te modrostne zobe predolgo ohranjamo in jih pacient ne more čistiti, poudarjam, če jih ne more čistiti, bo v stiku med modrostnim zobom, med osmico in sedmico hrana zastajala, obloge se bojo nabirale, tam bo nastal žep in bo na koncu prizadeta še sedmica ali pa bo se začel tam delati karies na sedmici in na koncu bo izgubil 2 zoba, namesto da bi se dala samo osmica ven in bi pač mu olajšalo in čiščenje in življenje. To je neka taka, bom rekel, indikacija. Ali pa recimo, tudi če ima pacient, bom rekel, tesno stanje, da so zobje skupaj nagneteni, da so en pred drugim in tam ščetko praktično ne morejo čistiti, je treba zobno nitko, pa še to je potrebno kar veliko truda. Tudi to je potem lahko potem s časom vzrok za izgubo zob. To se predvsem spodaj, v spodnji čeljusti spodaj dogaja, da zaradi slabega čiščenja in zato, ker je to spodaj mesto, kjer je izvodilo spodnje podčeljustne slinovke, se slina izloča takoj za temi spodnjimi zobmi in se tukaj tudi največ kamna nabira. In tudi pri ljudeh, ki imajo zelo dobro ustno higieno, na tem mestu spodaj, na sprednjih zobeh zadaj, bomo pa skoraj vedno našli zobni kamen. In pač hitreje nastaja in to je pač treba
treba je očistiti. Ne. No, ampak to tesnost zob se da rešiti, kolikor jaz vem. Ne? Začne se pa lahko to že zelo zgodaj v otroštvu. Ja, to se Pa tudi lahko z kadarkoli ortodonskim aparatom rešuje. Ne. Zdaj, treba je pač ugotoviti, kaj je vzrok tesnosti, ali pač problem, da je sam položaj čeljusti napačen in nimajo pogojev za rast, da se zobje ne morejo razporediti. V takem primeru se pač potem lahko včasih širi čeljust, včasih samo zobje nagnemo, bom rekel, na ven in na ta način dobimo večji lok, da se lahko vse te širina zob razporedi v neko krivuljo. Včasih jih potem s strippingom, mi rečemo, zožamo zobje v teh medzobnih prostorih, da so zob, ki je, ne vem, 7 mm širok, ga ožamo na 6 ali 6,5 mm, ampak ko to naredimo več zobem v vrsti, pridobimo 1,2 mm prostora in hkrati z neko ekspanzijo lahko potem te zobe lepo razporedimo in potem je tudi čiščenje nemoteno, kamen se dosti manj nabira, ne, tako kot obloge, hkrati pa tudi potem recesije dlesni na teh mestih preprečimo. Ne. Slišala sem že, da morajo ljudje recimo pred pripravo na srčno operacijo odstraniti zobe. Mi lahko pojasnite, zakaj? Ja, to je pa zaradi te bakteriemije, ko sem začel na začetku. Ne. Tudi prej smo videli, ta zob z globokim kariesom je imel spodaj granolom. Ta granolom ni nič drugega kot vnetno tkivo. Tam noter so prisotne bakterije, imunski sistem se aktivira, naredi to granulacijsko tkivo, stopi kost in te bakterije, to granulacijsko tkivo je zelo dobro prekrvavljeno, tam je volumen krvi, ki se izmenja, bom rekel, veliko večji kot v okolišni kosti in te bakterije potem prehajajo tudi v žile in lahko naprej. In ta kronična vnetja v čeljusti so lahko ali v granolomih ali pri neki parodontozi in ob mrtvih zobeh, ki so lahko že bili zdravljeni ali pa ne. In v takem primeru je potem problem, ker se operacija ponavadi planira pod nujno ali nekje srednje nujno in ni časa za ponovno zdravljanje, da bi mi lahko bili prepričani, da je zdravljenje uspelo, da bo čez pol leta vse ok. Zato pač se takrat strani konzilija pač določi, te zobe se bojo izruvalo, zato ker jih pač ne moremo zdraviti v tem času. Ne. Zato je pač pomembno, da se vsi ti, bom rekel, fokusi diagnosticirajo že prej, da se vsa ta koreninska in odontska zdravljenja naredijo, ko še nimamo nekih drugih težav, zato ker zobe, na katerih ni vnetnih procesov, potem na konziliju, tudi če, bom rekel, kardiologi načeloma zahtevajo odstranitev, lahko potem na konziliju še vedno, tam je vedno zobozdravnik oziroma oralni kirurg, reče, ne, ni vnetnega procesa, ne bo zaradi tega prišlo do nekega vnetja na srčni zaklopki in se te zobje pustijo lahko v ustih. Vkolikor pa pridemo do tega, da je nujno, da je treba ukrepati hitro, v nekaj tednih, pa žal časa za zdravljenje ni in pride upoštev samo ekstrakcija. Ne. Je pa zanimivo, recimo zdravstveno, pa tudi finančno, verjetno za paciente, da pa implantantov ni treba odstranjevati, ne? Implantantov ni treba odstranjevati, zato ker implantat v bistvu ni na njem vnetnega procesa. Ne. Implantat je tuje, kot smo že rekli, ampak implantat je vraščen v kost. Z implantatom lahko gremo tako na magnetno resonanco, kot na CT slikanje, ni problema, zato ker to je, bom rekel, organizmu lasten predmet, ga je vrasto, ne dela težavno zaradi tega. Ne. Zdaj, tudi ko smo prej rekli, recimo glede ortodontskega zdravljenja, da bi poravnali tiste zobe, včasih je pa indikacija tudi, da zob odstranimo iz ortodontskih razlogov, ne. Pri otrocih že, ki nimajo prostora, ko se že v mladosti vidi, da ni prostora, da bi se te zobe lahko v neko lepo krivuljo razporedili, se preventivno odstranijo štirice in se potem trojke lepo na mesto štiric potegnejo, da se zobe postavijo v zobno vrsto. Ne. To je pač, rekel, pacient tako zgubi zaradi tega 2 ali 4 zobe, ampak za ceno tega, da ne bo potem kasneje imel težav z tem nabiranjem v medzobnih prostorih oziroma s tesnim stanjem. Tesnim stanjem, tako. Mogoče rečeva vendarle še kaj o zobeh bolnikov z rakom, vendarle jih je med nami precej in najbrž se ob vsem, čemer se morajo ukvarjati, potem soočijo še s težavami zobmi, ne? Ja, žal je tako. Tu velja predvsem opozoriti na obsevanja v predelu glave.
zato ker obsevanje vratu zajame čeljustne slinavke, ki izločajo slino in zaradi tega propadejo, ker je to tkivo, ki se hitro obnavlja, propade velik del čeljustnih slinavk in imajo zaradi tega suha usta. V suhih ustih pa vsi kariozni procesi še veliko hitreje napredujejo. Zato rabijo taki pacienti posebno oskrbo, da so zobje že pred obsevanjem, bom rekel, intaktni, zobje, ki pa bi lahko bili problematični, se preventivno odstrani, ker lahko hkrati po obsevanju pride do tudi nezaželenih procesov osteoradijevne nekroze, ko pri puljenju se kost ne zaceli in se celo uname. Se zagnoji in imamo potem vnetje na sami kosti. V bistvu začne propadati, nekrotizira. Tako zelo neprijetna stvar in zaradi tega je pač vedno potrebno pred temi posegi tudi ustno votlino primerno oskrbeti. In tu pač pridemo potem na to, da je res smotrno imeti zobe ustno votlino vedno v zdravem, brezhibnem stanju, zato da če nas kaj preseneti, da ne bomo imeli takrat hkrati težave še pa z zobmi. In ker ljudje vedno radi iščemo razloge, morda tudi tam, ko jih ni, mi potrdite ali pa ovržite to, da smo lahko ob zob tudi zato, ker zobozdravnik naredi napako. A radi prelagamo to odgovornost, verjetno, ne? Poglejte, to je pač, kdor dela greši, včasih gre morda za zmoto v presoji, ali gre, bom rekel, zaradi pogojev dela, zobozdravnik ni mogel boljše narediti, ni imel pogojev dela takšnih, da bi lahko boljše naredil, ali ni bilo finančnih zmožnosti, da bi se naredilo boljše, ali pacient ni želel boljše predlagane rešitve. Tle je vedno večplastni problem. Tu je težko reči, zdaj, kdo je kriv, seveda, treba je priznati, tudi to se lahko zgodi in je del vsak dan, ampak ja, vedno je večplastno. Vrniva se na začetek, dobra ustna higiena, zdrava prehrana, če se da, pa redni zobozdravniški pregledi. Ja, tako, to bi lahko bil recept za čim manj težav z zobmi. Pa reciva, da z njim tudi zaključiva, me je veselilo in hvala lepa za sodelovanje. Enako, lahko noč. In hvala lepa tudi vam, če ste vztrajali z nama. Lep večer.